Ja, okej. Jaz samo malo, evo. Dober dan in lepo pozdravljeni v naši posebni izdaji virtualne kave Coffee to Connect, ki bo danes v znamenju učiteljev in projekta Učitelj sem, učiteljica sem. Jaz sem Brina.
In z mano je še Deana, ki je na mute. Hotela preveriti, če znamo še you're on mute. In z nama je danes še 5 posebnih gostov. Preden se pa lotimo pogovora, bova pa povedali še nekaj malega o projektu Učitelj sem, učiteljica sem. To je projekt, ki izpostavlja odlične zgodbe slovenskih učiteljev, ki s svojo inovativnostjo, predanostjo učencem in odgovornostjo pišejo izjemne zgodbe. Projekt se je začel pred 2 letoma v okviru nacionalne platforme sodelovanja Partnerstvo za spremembe in pa MČEM Slovenija. Cilj projekta pa je v bistvu dati glas učiteljem, ki svoje delo čutijo kot poslanstvo, ki z izjemno predanostjo iščejo najboljše v učencih in ki so lahko vzor bodočim generacijam učiteljev. V 2 letih je ta projekt v sodelovanju z medijsko hišo Delo izpostavil že več kot 100 izjemnih zgodb učiteljev, ki so postali navdih in vir novega zaupanja v učiteljski poklic med širšo javnostjo. Lansko leto se je projekt povezal tudi s fundacijo Varki, ki z enakim poslanstvom deluje na globalni ravni in vsako leto v sklopu foruma Global Education and Skills organizira tudi izbor za najboljšega učitelja na svetu, Global Teacher Prize. S podpisom sporazuma je projekt Učitelj sem, učiteljica sem postal tudi nacionalni izbor National Teacher Prize Slovenija in tako so med najboljšimi učitelji sveta prostor dobili tudi slovenski učitelji in učiteljice. Letos se je na slovenski izbor prijavilo 16 učiteljev in učiteljic, ki sodelujejo v projektu in izmed njih smo dobili 5 super finalistov. Eden izmed njih se bo udeležil finalnega izbora, ki bo potekal konec letošnjega leta. In danes smo tukaj zato, da našo 5 superfinalistov bolje spoznamo in da nam povejo, zakaj so učitelji. V najini družbi tako pozdravljava Nino Jelen iz Osnovne šole Ivana Škvarče iz Zagorja. Mladena Kopasiča iz Osnovne šole Polje. Z nami tudi Mateja Paršolja iz Osnovne šole Presarje pri Radomljah. Iz Maribora se nam oglaša Jože Senekovič iz Osnovne šole Bojana Ilicha. In pa Tanja Jankovič, ki poučuje na Osnovni šoli Danile Kumar. Vsi zelo lepo pozdravljeni, vedno nam je v veselje biti v vaši družbi. Pozdravljeni pa tudi vsi, ki spremljate današnji pogovor. Naj povem, da boste lahko svoje vprašanja tekom pogovora zapisali tudi v klepetalnico in bomo z veseljem odgovorili, če ne na vsa, vsaj ne nekatera. Danes je v bistvu zanimiv dan, ko so se najmlajši učenci po 3 mesecih spet vrnili v šole. Vas 5 se to tokrat sicer ne dotika, zato ker poučujete v 2. ali v 3. triadi, ki še niste namenjeni za vračanje v šole, ampak vseeno, dajmo najprej mogoče kakšno besedo reči o tem, kako poteka šolanje nadaljavo. Jože, vi recimo ste izpostavili, da opažate, da učenci postajajo apatični. A je res mogoče videti ta padec motivacije, o katerem pričajo številni starši in učitelji? Ja, lepo pozdravljeni. No, najprej naj omenim, da sem tudi jaz bil včeraj testiran in sem negativen, zato ker poučujem iz šole, ker torej vsak dan grem v šolo in iz svoje učilnice, svoje pisarne poučujem te otroke, ki jih pač naj poučujem. Ja, danes je bilo prav živahno s malimi, vendar jaz tega nisem toliko čutil, ker imam vendarle, sem v nekem, bom rekel, višjem nadstropju in sem pač svoje delo takole opravljal. Ja, je tako, te trenutne razmere, ki niso ravno najbolj, in niso samo trenutne, ampak že trajajo nekaj mesecev, niso tako enostavne, in vendar, gledajte, jaz gledam z tega stališča, vsi moramo zdaj nekako prispevati nek svoj delež k temu, da se stanje izboljša. In vsak nekaj žrtvuje. In šolstvo kot tako pač zažrtvuje tale čas, ki ga pač učenci in pa učitelji na nek drugačen način zdaj doživljamo, preživljamo in pač pouk drugače pač poteka. Torej, vsak nekako v tej družbi nekako prispeva k temu, da bi vendarle premagali to krizo oziroma stanje tako, kot je, da bi se nekako zdravstveno stanje izboljšalo. Je pa res, učenci so brezvoljni, malo je takih, ki se samoiniciativno odzivajo. Jaz poskušam motivacijo dvigniti predvsem z nekimi neformalnimi pogovori, z nekimi drugačnimi možnostmi, ki jih pač ponujam pri pouku. Recimo,
dogovorimo se za vsako uro posebej na začetku ure, kdo bo intenzivneje odgovarjal tisto uro. Lahko seveda se tudi sami odločijo, jaz pa danes nisem, se ne počutim najbolj dobro ali pa kaj takega. Vključujem delo z e-učbenikom, torej tudi kakšno video uro. Moram poudariti, da tudi snemam ure. Zato, ker niso vsi nekako pripravljeni ravno na to, da bi morda bili psihično oziroma z neko voljo pri vsaki uri v živo, tako da lahko tudi kasneje pogledajo. Torej vse moje ure, ki jih pač opravim v živo, in to so praktično vse, lahko pogledajo. Poskušam čim več narediti v sami uri, zaradi tega, da imajo popoldanski čas čim bolj namenjen k nekemu gibanju oziroma da ga morda preživijo bolj kvalitetno kot za računalnikom. Morda bi še sem tole dejal, kot razrednik, moram res reči, da izpostavljam to pozicijo učitelja. Recimo, predvsem moje učence motiviram za to, da se udeležujejo nekih takih neformalnih dejavnosti. Recimo, ko so bili prazniki, so pekli doma peciva in so potem fotografirali pa pošiljali te fotke, pa potem krašenje, recimo, za Božič ali novo leto, smrekce. Torej, snežaki, ko je padel prvi sneg, so bili vsi ful veseli, pa so potem lahko naredili snežaka in so fotke pošiljali. Mi potem to pač nekako delimo med nami, pa pogledamo, kako kdo kaj dela. Torej, to je tega motivacija, s katero želim mogoče otroke malo bolj motivirati. Ker za sam pouk, za samo delo so pa res precej, bom rekel, že utrujeni. Morda Mladen, pred kratkim ste na Facebooku objavili eno zanimivo pričevanje, ker nam je malo obrnilo perspektivo. In sicer bilo je pričevanje nekoga, ki je bil v času vojne v Bosni kar 4 leta brez šole in je kljub vsemu sedaj pri 33 čisto v redu z dobro kariero. In na koncu je napisano: otroci bodo v redu, rabijo le občutek varnosti in ljubezni. Se vam zdi, da morda pretiravamo, ali je sta ljubezen pa varnost res tisto ključno, kar bi nekako tudi v šoli morali dobiti? Jaz mislim, da ne gre tle posploševati. A veste, mi imamo zadnje čase zelo navado, vsi učitelji so taki, vsi starši so taki, vsi, ne vem, zdravniki so taki, medicinske sestre, Je pa res, da pač nekaj ljudi, ki jim nikoli nič ne paše, so zadnje čase nekako bolj glasni. Mene osebno to moti. In tudi imamo zgodbe strani staršev in strokovnjakov, eni pravijo, da bojo otroci, ne vem, čisto propadali zdaj po teh parih mesecih, imamo pa tudi in starše in strokovnjake, se pravi spet do psihiatrije, pa tako naprej, ki pravijo, vse bo ok. Zdaj, jaz osebno sem starš in učitelj, ki mislim, da so otroci veliko bolj odporni, kakor mi mislimo. In tudi sem vedno optimist in sem prepričan, da ko se vrnemo v šolo, pa ali bo to čez en teden, čez mesec, ne vem kdaj, upam, da čim prej, da bojo otroci v roku pa manj kot meseca pravzaprav na korono pozabili. Seveda, če jo z cepljenjem pa tako naprej preženemo stran. Tako da jaz sem optimist, jaz mislim, da otroci, saj velika večina, ne bojo utrpeli nekih velikih posledic. Je pa tudi zelo pomembno, kako učitelji in starši doma reagiramo na vse skupaj. A veste, če se mi pritožujemo, to je grozen, kaj bo z nami, vse bo propadalo, pa tako naprej. Otroci to poslušajo iz dneva v dan in jaz mislim, da so tle bolj posledice. Veste, jaz imam 2 otroka doma, pa enostavno ne dovolim neke negative, ne dovolim jamranja, raj rečem, naredi naloge, ki jih imaš, ko pridemo v šolo, čim prej bo vse ok in zaživeli bomo normalno. Tudi druge generacije so imele hujše preizkušnje, kakor mi, pa je z njimi ok. Tako da jaz verjamem, da z otroki hudega ne bo. So pa posamezni, a veste, ki imajo pa večje stiske, pa tako naprej.
in tem bo se treba bolj posvetiti. To je to. Se pravi, z optimizmom proti koroni. Absolutno. Ja. Optimizem, pozitiva, to je to. Nina, pri vas pa recimo se ne da spregledati, kako v bistvu optimistično skačete pred kamero in kako inovativni ste v bistvu pri svojem delu nadaljavo. Kako pa je z vašo energijo recimo? A jo imate še za to poučevanje nadaljavo zdaj po 3 mesecih, ali ste že kaj utrujeni in komaj čakate, da pridete v razred? Ja, jaz sem si tudi tako rekla na začetku, da moram ostati optimistična, ker otroci res čutijo, kakšen si ti. In če bom jaz optimistična, bojo tudi moji otroci optimistični. In če bom jaz vesela, pa jih bom navdušila, bojo tudi oni radi prihajali na moje ure. Spomnim se tistega prvega dne, ko so nam povedali, da bomo šli nadaljavo. In takrat so moji otroci vsi v tim se pač upisali, koliko nas je strah, zdaj gremo pa nadaljavo, res nam je hudo, mi bi radi šli v šolo. In vse, kar sem mogla narediti, je bilo samo to, da sem jim napisala, da so oni super junaki, da so super ekipa in da mi bomo to vse zmogli, da se bomo imeli v redu, da bojo oni v redu. In potem so komaj čakali, da se bomo v ponedeljek zjutraj potem dobili in se srečali. In se mi zdi, da to še zdaj drži, no. Res se mi zdi, da je moja naloga ta, da jih opogumljam, da jih motiviram. Tako da jaz sem na to poskušala gledati optimistično, ravno zato, ker se mi zdi, da smo potem vsi mi bolj fajn, no. Zato res iščem take načine, da jih čim bolj, ne vem, da se zabavamo v učenju, da se tako učimo, da se imajo tudi oni v redu, da radi pridejo na ure. In res mi je najlepši občutek, ko že ob 7 zjutraj tam si pišejo v naš chat, da že komaj čakajo, da so že budni in da se bomo dobili. Tudi te videe razlage, ki jim snemam, jih poskušam tako optimistično, tako da jih radi pogledajo in oni se res veliko naučijo že ven iz tega. Kar se pa z mojo energijo tiče, ja, čez novo leto sem prespala, ampak sem si nabrala moči, da še to rundo zdržimo. Tanja, vi že v šoli zelo posvečate svoj čas temu, da so otroci umirjeni, se pravi tehnike umirjanja otrok. Kako to pa počnete sedaj? Ali zdaj to učenci potrebujejo več ali manj kot sicer? Jaz imam zdaj sicer tu eno to mavrično flaško, ki po mojem je ta glavni pripomoček za naše umirjanje, medtem ko se bleščice polegajo in padajo dol. Ja, rabimo vsega živega. Po mojem v tej digitalni šoli ravno tako v realni ta pravi učilnici. Zdaj, zadeva je drugačna, sama narava dela je drugačna. Delo je vzpostavljeno, teče, mi smo ga na začetku tega karantenskega obdobja zaštartali v resnici na podlagi enih izkušenj, ki smo jih že v marcu pridobili. Tako da na nek način smo šli pripravljeni v to, po drugi strani pa ja, so pač vzponi, pa padci, pa energija pada, pa motivacija pada, pa potem je treba na novo zagrabiti, pa reči, ok, tu moram pa zdaj malo spremeniti, prilagoditi oblike, metode dela, malo predrugačiti. Se pravi, ena velika skupina otrok v resnici težje sodeluje aktivno, zato potem pouk dostikrat obrnemo in naredimo na tak način, da delajo otroci po manjših skupinah, da pridejo oni do izraza, da pridejo do besede. Zdaj, motivacijo iščemo v vseh živih, po vseh živih poteh, od tega, od gibanja do lutk, do raznih igric, do tega, da projektno zastavimo delo, ki ga otroci pač skozi daljši čas potem ustvarjajo in so v stiku z nekimi nalogami, ki jih nadgrajujejo, sproti se jih usmerja s povratno informacijo in na koncu pač delajo neke predstavitve, kljub temu, da je digitalno, pa da je v tem svetu otroci rabijo svoje znanje umestiti v nek, mislim, te stvari, ki so se jih naučili umestiti v nek konkreten prostor, čas, da se to vse skupaj osmisli, da dobi svoje mesto in vrednost. Zdaj, kar se tiče umirjanja, v resnici mi smo pač strašno dinamični vsi, tudi v spletni učilnici, smo glasni, klepetamo, tudi je tisti vrvež, tudi pride do tega, da se skregamo, pa potem spet pobotamo. Zdaj, spletna učilnica ima to genialno tipko mute all,
Tako da pač to bomo morali nekako implementirati, potem po mojem, da tudi v pravo učilnico oziroma najti potem spet nek način nazaj. Ampak ja, koliko se razburkamo, pa koliko se razigramo, iščemo potem tudi neke načine umirjanja. Še vedno so te mavrične flaške, še zmeraj vmes naredimo med samim delom, kako raztezno vajo, gibamo, kakšne elemente joge vključimo zraven. Otrokom je fajn, otroci uživajo, vzamejo te stvari mimo grede in se mi zdi pomembno tudi se pogovarjati sicer o tem, da so kakšne stiske, vsem, kar otroci slišijo, ker so bombardirani z vseh strani. Starši različno doživljajo stvari, mediji sporočajo marsikaj, otroci te stvari mimo grede vidijo. Zdaj treba jim je dati tu prostor pa besedo, ampak tako kot so že pred mano rekli, izredno pomembno vlogo imamo tu odrasli. Da otroke usmerimo, da jim povemo, v redu je, okej je, ker to, kar bomo mi njim sporočili, to oni pač vzamejo, ne? Mateja, pa še vi nam povejte, kako pa pri vas v bistvu poteka to poučevanje nadaljavo oziroma kako recimo spremljate napredek otrok in kako rešujete situacije s tistimi, ki mogoče niso tako zelo aktivni ali pa ste jih mogoče v procesu, ne vem, nekje izgubili. Ja, jaz gledam na to COVID izkušnjo v bistvu kot neko pozitivno izkušnjo, čeprav ni enostavna, da nas je v bistvu malo brcala iz te cone udobja, ker šele ko gremo ven iz te cone udobja, potem se začnemo učiti, ne? In tukaj smo zdaj dobili kar fajn brco. In kako jo bomo znali izkoristiti, da bomo nekaj tega ohranili tudi v nadaljevanju pri pouku, se mi zdi eno ključnih vprašanj, okrog katerega se z učitelji tudi na webinarjih in posvetih pogovarjamo in seveda tudi z učenci, ko se vrnemo v šolo. Ravno danes smo se pogovarjali o tem, kaj si želijo, ko se vrnemo v šolo, da se ohrani, kaj je bilo dobrega zdaj tukaj in seveda, katere stvari se da še izboljšati, naj si bo nadaljavo ali v šoli. Zdaj, kako ohranjati stik z učenci? Meni se najbolj obnesejo pač te individualni stiki. No? To v šoli se pravi, ko zaznaš, da je nek otrok v stiski, pa včasih je dovolj, da jih samo v tišini opazuješ, ker rešuje neke naloge, pa vidiš, da pogled beži levo, desno, ne? In potem po uri ali pa, ko je ta prva priložnost, se oglasim pri učencu, pa rečem, sem videla, da si v stiski, ti lahko kako pomagam. In v bistvu se zdaj tudi obnese to. Je pa res, ne, Jože bo vedel, da na predmetni stopnji je to včasih kar izziv, ker gre za veliko število učencev, ne. Se pravi, lahko učimo 100, 150 ali pa nekateri tudi po 300 otrok, ne. In zdaj si predstavljate to številko pač otrok, staršev, s katerimi je treba jih kontaktirati, vzdrževati stike, je včasih kar izziv, ne. In kakšen dober LMS, Learning Management System, ne, kjer bi nam omogočil lažje nekako stike, upravljanje, bi nam bil v veliko pomoč, ravno tako pri povratni informaciji učencem. Zdaj, ko delamo nadaljavo, se poskušam držati nasvetov, ki so nam jih dali na različni tuji strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, in tudi domači razlagamo vsi, na tretjino razdeliti stvari, nekaj v živo, nekaj, da naredijo sami, nekaj pa s povratno informacijo. In zato, da pač ne pride do te prekomerne obremenitve niti pri nas, niti pri učencih, da bi pač vse pregledovali, naloge, pravilne rešitve, nima smisla. Zelo cenim, ker so otroci iskreni, že v šoli smo se navajali, znajo delati samo presoje. Imamo merila, skupaj oblikujemo merila, vejo, kakšni so cilji pouka, v šoli jih več skupaj načrtujemo, zdaj nadaljavo je teh priložnosti in časa nekoliko manj, zato jih vsaj predstavim, zato da si predstavljajo, kam grejo, ne. Zdaj, če naše poučevanje izgleda tako, ne, da smo mi kontrolni stolp in otrok je v letalu, potem mora biti ta naveza med kontrolnim stolpom pa pilotom stalno potekati, ne. Se pravi, kontrolni stolp ga obvešča, kje so turbulence, koliko stopinj desno naj gre, kje ga čaka nevihta, predvsem pa pilot mora vedeti, kje je cilj, ko štarta. In to si prizadevam tudi pri tem delu nadaljavo, da otroci vejo, kam gremo skupaj.
kje na poti do cilja se nahajajo in seveda, da mi sporočajo povratne informacije. Zelo fajn strategije pri delu na daljavo v živo, se pravi preko Zooma so recimo slab besed, kjer na moj znak 3-4 zdaj napišejo mnenje, odgovore, podelijo z drugimi, potem recimo tablice za hitre odgovore, se pravi 2x3, napiše listek, pokaže na kamero in tako imamo možnost v bistvu večji skupini hitro dati povratne informacije v smislu ne sam zna, ne zna, ampak tudi kaj pojasniti, recimo katere odgovore, lahko sošolci potem razložijo. Tako da na tak način, medtem ko rešujejo kvize, dobijo pa bolj individualne povratne informacije, ki so usmerjene v prihodnje aktivnosti, ne v pretekle sodbe. Se pravi, točke je pogled nazaj, ne moreš popraviti tega. Ocene, procenti, se pravi, otrok rabi zdaj na svet, kako naj se iz točke, na kateri je, premakne naprej. Ali pa pomoč. In to je lahko pomoč sošolca ali pa učitelja. Se mi zdi, da to medsebojno pomoč nadaljavo nam tako vsaj po mojem mnenju še ostaja kar izziv, kako je bistveno bolj izkoristiti, tudi vključujoč različne socialne omrežja, preko katerih so naši otroci zelo povezani. Hvala, Mateja. Zdaj smo malo slišali vaš pogled na vaše delo. Jože, kako pa mislite, da vas vidijo vaši učenci ali pa njihovi starši, kolegi, morda celotna skupnost? Kako mislite, da bi vas opisali? Ja, gledajte, veste, se je težko govoriti o sebi, ne? Ampak ni problem. Bom začel mogoče z kakšno anekdoto oziroma zgodbo, ne? Pride mama na pogovor, eno izmed prvih pogovornih ur, tam recimo šestošolca, in reče, ja, morala sem priti v šolo pogledati učitelja, nad katerim je moj sin tako navdušen, ki tako navdušuje otroke, da radi hodijo k pouku matematike. To je samo ilustracija. Torej, če ko slišim take odzive od staršev, ali pa mogoče še en delni citat zapisa ene moje letošnje sedmošolke, ko je zvedela za nominacijo. Torej, navajam, učitelj, izjemno sem vesela in ponosna, ker me učite. Glejte, ko slišim take odzive, torej, ko ne samo slišim, ko mi povedo neposredno učenci, pa tudi starši, da so z načinom poučevanja, torej z kvaliteto, z odnosom, ki ga doživljajo z moje strani zadovoljni, potem ne vem, kaj bi pravzaprav si še naj drugega želel. Jaz pri samem pouku, delim nekako pouk na ta vsebinski del, poučevanje matematike, in pa tale odnosni del, ker je pač zelo pomemben odnos, kako, na kak način. Pri samem pouku gledam zelo na konceptualno ravni, torej da jaz sam razumem koncepte in te koncepte poskušam tudi učencem na nekak najbolj prijazen, učinkovit način približati. Torej, da razumejo koncept, recimo, razvoja števil. Ne skrivam nekih vprašanj, kaj zvem, tega pa ne bomo, ali pa to se boste pač v srednji šoli učili. Ja, saj se bodo, ampak vendarle poskušam odpirati vprašanja. Zakaj recimo česa zdaj ne moramo zračunati? Kaj potrebujemo, da bi lahko? Torej, predvsem te zadeve, ki nekako širijo področje razumevanja pri otroku. In potem seveda dobim tudi takšne odzive. Morda bi izpostavil še en vidik. Torej, jaz z fakulteto za naravoslovje in matematiko v Mariboru sodelujem več kot 20 let. In skozi mojo učilnico, če rečem moja, in pa ure je res nebroj števila, torej od študentov matematike šlo skozi. Sam sem jih pripravljal in jih še vedno pripravljam zato, da bodo uspešni pri svojem poklicu, ki so si ga izbrali. Tako dvopredmetne kot enopredmetne matematike. In odzivi študentov, ki so tudi merljivi, in odzivi tudi, v bistvu lahko rečem po eni strani celo kolegov, ker sem tudi habilitiran na fakulteti, so taki, da mi dajo eno pozitivno sporočilo, da je pot, ki jo ubiram, prava in da so
rezultati, če govorim zelo tako grobo o rezultatih, če so ti učinki poučevanja taki, da so zadovoljni tako učenci kot starši, pa v končni fazi tudi širša strokovna javnost. Tako da na tak način bi jaz predstavil nekako te odzive okolice. Odlično, hvala. Pa zelo lepo slišati, tudi za nas opazovalce. No? Mladen, kaj pa bi vi rekli? Kaj je pa recimo vaš doprinos vsakmu učencu posebej neki vaši šoli ali pa celotni učiteljski skupnosti? Zdaj, jaz mislim, da ste me nekako izbrali v to skupino, ker je bolj doprinos nekako celotni učiteljski skupnosti. Že pravzaprav leta, zdaj že lahko rečem desetletja, delim učna gradiva. Zdaj to se je seveda v času dela nadaljavo toliko bolj stopnjevalo, pa toliko bolj razširilo. In mislim, da me ostali učitelji vidijo kot nekoga, ki pozitivno vpliva na celotno učiteljsko sfero, vsaj razrednega pouka. In to nameravam tudi delati naprej. Nikoli nisem tega delal zaradi denarja, ker v bistvu ga ne dobiš nič za to, ne. Ampak enostavno verjamem v to, da če nekaj dobrega daš naprej, tudi se ti prej ali slej vrne. Kar se pa tiče učencev v razredu, pa je zame največji kompliment, ko kakšne bivše učenke, celo en učenec, srečam pa pride k meni na prakso kot bodoči profesorji razrednega pouka. To pomeni, da so nekje dobili pozitiven izgled. Lahko pa rečem, da je teh pravzaprav zelo veliko, ne, glede na neko povprečje. Tudi meni je pozitiven kompliment, ko na avtobusu srečam bivšega učenca, ker sem ga 2 leti ribal, ne. In prav, učitelj, pridite čez vikend, da delam v Zari, vam bom dal popust. To mi je bil en tak, zelo fajn se mi je zdel, no. Tudi ko me pač bivši učenci, ki so zdaj že nekateri odrasli ljudje, ne, povabijo na njihovo srečanje, pa pol skupaj obujamo neke spomine. To so tudi take lepe stvari. Verjetno je take zgodbe imajo tudi drugi učitelji, no. Ampak sam to čutim kot ene take lepa priznanja, no. Kar se pa tiče samega dela v razredu, mislim, da je pri meni pomembno to, da so jasna pravila igre in tudi zdajle v nadaljavo. Imamo za narediti to pa to, imamo za narediti to takrat pa takrat. In tudi dajem povratne informacije staršem, tako da vsak teden se vejo, na čem so. Kratke, jedrnate, brez filozofiranja. No, super. Mateja, kje pa mislite, da vi puščate svoj pečat? Ja, če začnem pri učencih, seveda najbolj sem vesela, ker ne samo k meni na našo šolo se zelo radi vrnejo na obisk, na prireditve, ki jih redno prirejamo ali pa tudi kar tako. In že to se mi zdi taka pozitivna povratna informacija, da so se imeli lepo. Velikokrat pridejo in rečejo, da pogrešajo šolo, pogrešajo nas kot učitelje, da tega v srednji šoli nimajo, da pri nas jim je bilo, pri meni recimo, pa tudi pri mojih kolegih, da nam je bilo mar za njih, ne, da niso samo neke številke, ne, ali pa osebe, ki jih tako rekoč ne poznajo, ampak smo na različnih neformalnih druženjih, kot razrednih taborih, piknikih za starše in učence in izletih in drugih dogodkih se res zelo povezali. Tisto, kar cenijo učenci pri meni, se kdaj tudi pogovarjamo ali pa pišejo refleksije, recimo, ko grejo učiti mlajše v vlogi učitelja in jo reflektirajo in pa znajo še toliko bolj prepoznati neke kvalitete učiteljskega poklica ali pa izzive. Pravijo, da jim je všeč, da delajo lahko prilagojeno svojim tempom, da dobijo lahko naloge primerne na njihovi ravni zahtevnosti in toliko hitro, kot zmorejo.
Seveda potem, da jim je fajn pri pouku, ko delajo v skupinah, ko si pomagajo drug drugemu in to zdaj tudi nadaljavo najbolj pogrešajo. Potem recimo bivša dijakinja mi je ravno tudi zdaj, bivša učenka, zdaj dijakinja napisala, da je bilo všeč, ker so se učili pri meni v samopresojah neke samokritičnosti. Naučili so se postavljati si cilje, izdelati načrte in to jim pomaga tudi zdaj, v bistvu dobili so neko orodje, ki jim pomaga tudi kasneje v srednji šoli oziroma nadaljevanju šolanja. Zdaj, kaj še, ne vem, recimo en tak dogodek, ki se me je dotaknil, sem rekla enemu učencu, pa kako da jaz tebe tako drugače doživljam, kot, ne vem, so to opisovali moji kolegi recimo na konferenci. In mi je rekel, učiteljica, vi ste prijazna do mene, jaz sem tudi do vas. In ena druga učenka, ki sem jo dobila pred kratkim iz neke druge šole, mi je tudi napisala na koncu čudovito refleksijo, kjer je sporočila, da je začutila pač to, da mi je mar zanjo, da si prizadevam, da bi napredovala, da opazim vsak napredek, namenim čas zanjo, da bi napredovala in da to ceni in to doživlja pač tako res kot pozitivno in jo žene naprej, tudi takrat, ko bi sama odnehala. Kolegi, skoraj vsak teden sem v stiku recimo s kakšno šolo, ki imam seminarje za njih in recimo, če povem ta zadnjo izkušnjo, so rekli, da v bistvu, da sem izgled v tem smislu, da sem si upala stopiti na drugačno pot v smislu spremembe ocenjevanja, načina spremljanja napredka in potem posledično tudi poučevanja in da se jim v tem smislu zgled in to cenijo, tako da to bi izpostavljeno. Zelo lepo, hvala Mateja. Tanja, kako bi pa vi opisali, kako vas vidijo vaši učenci, vaši kolegi in pa starši vaših učencev? Jaz mislim, da je pri vseh treh ena skupna rdeča nit, po mojem, ena dostopnost, ena sproščenost, en ta občutek, kaj lahko se pogovarjamo o čemerkoli, ne? In nič od tega ni narobe, bomo našli neko pot iz vsega. Zdaj, kar se tiče učencev, se mi zdi, da pač bi rekla, da praviloma radi prihajajo k pouku in aktivno sodelujejo. To je tisto, kar mi je največ vredno v bistvu, da jih vidim, da so aktivno prisotni, da se odzivajo, da so pri stvari. Pa od začetka so mogoče malček zmedeni, ker je zdaj tako, verjetno na začetku vsakega leta, ampak je tako, kaj pa zdaj ta hoče, kaj pa to zdaj za eno vprašanje, zakaj pa moramo zdaj mi to tako delati? Včasih rada se mi zdi, obrnem stvari na glavo, pa malo z druge strani pomešam zadeve na kup, ker se mi zdi ogromno vredno potem razvozlavati te reči in vleči ven njihove ugotovitve, do katerih pridejo sami in potem tisti momenti, to je pa zdaj to, razumem, tisto se mi zdi ta dragocen moment in po mojem je ena skupna značilnost, po mojem odziva vseh skupaj tudi ta prisotnost na vseh koncih naenkrat. Jaz bi rekla, da imamo 360-stopinjsko učilnico, učenci sedijo tako po skupinicah, na različnih koncih učilnice so različne stvari za sprobati, potipati, povohati, pogledati, prebrati in ja, bi rekla pač povsod me je polno in tudi starši se mi zdi, imamo en sproščen odnos, lahko se pogovorimo o čemerkoli, tudi v resnici pač so pozitivni feedbacki od povsod in ogromno mi je vredno, se mi zdi tudi to, da s kolegi, tudi z vodstvom šole lahko predebatiramo marsikatero zadevo, idejo, problem, ki nastane. Ta odprta komunikacija je tista, ki nam pomaga, da v resnici se usmerjamo v neko učenje za celo življenje, ker v resnici se učimo celo življenje in učitelj je po mojem tisti ta glavni, ki mora biti v to usmerjen, da se celo življenje učimo. Zelo lepa misel, hvala. Nina, kaj bi pa meni o vas povedali vaši mulci? Se jih tako kličete, a ne? Ja, seveda, to so moji mulci, ja. Tako, jaz mislim, da učitelji, še posebej učitelji razrednega pouka, imamo res tako veliko srečo, ker teli naši mulci postanejo res prav naši, a ne?
Tako da jih imaš tako rad, ko bi imel svoje otroke tam, a ne, za tisto leto, ki jih imaš. Tako da smo velikrat deležni tistih risbic njihovih, kakšnih lepih pisemčkov, ne vem, objemov, takšne lepe stvari se ne dogajajo in zato je tudi naš poklic tako zelo lep, a ne. Tako fajna stvar se mi je pa letos zdela, ki mi je en učenec napisal, da si me bo zavedno zapomnil ravno po tem, ker jim ves čas govorim, da so super junaki. Tako da meni se je to tako zdelo fajn, zato ker sem ugotovila, da me je res slišal in upam, da si je to tudi zapomnil in občutkam, da to res ponotranijo, no, če jim večkrat to poveš. Kar se tiče pa javnosti, v bistvu jaz tudi rada te svoje ideje pa projekte, ki jih delamo, delim, ker se mi zdi, da s tem naredim tudi nekaj za naš poklic, ne, da vidijo se, kaj vse se dogaja v naših razredih, kaj vse lahko z otroki počnemo. In odzivi so tako res krasni. Veste, da je včasih po internetu, da imaš marsikakšne komentarje, ne, ampak tako da vedno malo zamižim, preden jih preberem, ampak zaenkrat so bili res tako lepi odzivi od učiteljev, od staršev, tako nas zelo, zelo podpirajo in jaz mislim, da ljudje res rabimo take lepe novice, lepe stvari in to, no, da vidijo, da res lahko, da smo zelo, zelo kreativni v šoli. Lepo. Verjetno pa niste že od svojega prvega dne taki učitelji, kot vas danes gledamo, ko samozavestno pa na podlagi izkušenj in dobrih rezultatov govorite o svojem delu. Nam lahko morda poveste, ali so bili kakšni mejniki na tej vaši karierni poti in morda še kateri nasvet bi si dali na svoj prvi učiteljski dan? Jože, morda vi začnete. Ja, hvala. Jaz bom začel z zgodbo, pravzaprav. Moja učiteljska pot, jaz sem v bistvu rojen iz Pesnici, to je manjši kraj pri Mariboru. Začel sem pa službovati v Kočevju. Torej, v bistvu je bilo takole, jaz še niti diplomiral, nisem tukaj v Mariboru, ko sem opazil na oglasni deski, da potrebujejo v Kočevju učitelja matematike. Poslal sem prošnjo in bil sem tik pred diplomo. V septembru sem že začel delati v Kočevju. Torej, dobil sem eno stanovanje in to je bil kar pot v samostojnost. Seveda, jaz sem že toliko star, da sem prej že tudi v vojski bil, ne, torej to so zdaj že neke druge zgodbe, ne. In v tistem času sem tudi v jeseni diplomiral in potem sem naredil tudi strokovni izpit, ki je seveda takrat izgledal drugače kot sedaj in to na osnovni šoli Prežihovega Voranca v Ljubljani. In ko se peljem zjutraj, sedem na avtobus na ta strokovni izpit, je avtobusu potrgalo, po domače povedano, vijake na kolesu in ni bilo nič z vožnjo. In seveda strokovni izpit ni kar tak. Prvič v zadnjem življenju sem štopal in ustavil me je en poštar in me je poštar peljal, seveda z njim sem se peljal potem v Ljubljano, da sem pravočasno prišel v učilnico enega 5. razreda, sedaj je to 6. razred. Opravim nastop in pristopi učenec k meni, Štajercu v Ljubljani, ne, in reče, ja, to pa je bilo res super danes. In mislim, da lepšega začetka si skoraj da ne bi mogel začeti. Ne? Tako da to je za moje pojme en taki dokaj zanimiv začetek te moje šolske poti. Seveda, če primerjam tisto, kar je bilo prej, kar je danes, ne? Začel sem z računalniki Orik, za katere verjetno nihče od vas ne ve, kakšni računalniki so. Začel sem s ciklostilnim strojem. Tudi ne vem, če vas je veliko s ciklostilnim strojem razmnoževalo, preverjanja pa tako naprej, torej preizkuse, ker zdaj pač delamo z računalnikom. Enostavno tudi razrednik sem postal, takoj prvo leto. Torej, vrgli so me v vodo in sem moral začeti plavati. Leto dni ker sem bil v Kočevju, potem pa sem zaradi nadaljevanja študija presedlal nazaj v Maribor. In takrat sem takoj po nekaj letih začel tudi z fakulteto sodelovati. In vse to me je potem nekako pripravljalo in pa vodilo na tej moji poti, ampak zato, ker sem želel.
Torej, zakaj so priložnosti prišle? To je morda tudi sporočilo sedaj za učitelje, ali pa za mlajše, ali pa za tiste, ki ne vedo, ja, zakaj pa zdaj smo mi tudi, recimo, ravno na tak način izpostavljeni. Zato, ker smo dali možnost priložnosti. Zato, ker smo si želeli te priložnosti. Ker kdor samo pasivno čaka, da se bo mu nekaj lepega v življenju zgodilo, se morda bo, ampak se bo zgolj slučajno. Če pa iščeš priložnosti, zagrabiš priliko, si radoveden, se učiš, in prej je kolegica izredno lepo rekla, učitelj se mora dati vzgled za tem, da se on rad uči. In tudi nekaj let pred, dobro, sej še nisem, ampak čez 30 delovnih let, jaz se še vedno rad učim. S tem delom nadaljavo sem se ogromno novih stvari naučil. Prej kot nekateri mlajši, ki so moji kolegi sedaj, pa bi mogoče imeli več nekih takih, bom rekel, afinitet in možnosti. Vmes naj morda rečem še to, da v tej moji karierni poti sem bil tudi 2 leti svetovalec na Zavodu za šolstvo, za matematiko, skoraj 2 leti, ampak priznam, da me je tisto delo bolj omejevalo, kot pa navduševalo, zato sem se vrnil v učilnico. In v tem času, torej, teh mnogo letih, so se ti zunanji dejavniki seveda spreminjali. Nekaj bi pa rad poudaril. V vsej tej moji zgodbi sem vedno srečal izjemne učitelje. Tako moji učitelji v osnovni šoli, v srednji šoli, na fakulteti, tako kolegi, govorim zdaj predvsem o učiteljih matematike, so bili vsi res skoraj da brez izjemne in tudi izjemni ljudje. In tudi študenti, ki so hodili meni recimo na ure in so opazovali in delali torej nastope pri meni imeli, sedaj z njimi sodelujem, ko so na fakulteti. Zato, ker so nekako prepoznali v meni vendarle nekoga, s katerim se da dokaj dobro delati. In sem zato tudi sodeloval pri projektu elektronskih učbenikov, ki jih zdaj vsi uporabljajo. Torej, na srečo smo jih naredili. Od 6. do 9. razreda sem bil tam urednik teh učbenikov. Čeprav, dobro, pustimo tisto zgodbo. Torej, zakaj torej lahko? Ker človek tako sam želi. In polagam srce tistim drugim, ki poslušajo, ker vidim nas vseh 5. Našo prednost vidim v tem, da smo voljni spoznavati, premikati meje. In to se mi zdi nekaj, kar mora učitelj imeti in dajati otrokom. Super, Jože, zdaj ste nam dal vsem par življenjskih lekcij, po moje, ki si jih bomo zapomnili za celo življenje. Nina, kako pa bi vi, recimo, če pogledate nazaj na začetek, kakšen bi bil vaš nasvet sami sebi na začetku poti? Katerokoli učiteljico jaz srečam, mi pove, da si je že od prvega dne, ki se je zavedala sama sebe, želela, da bi učila, ne? Ampak jaz pa nisem bila takšna. Jaz še na faksu nisem bila čisto prepričana, če je to moj poklic, če bo to zame, če bom znala motivirati otroke, ne vem, če bom opazila, da nekdo, da se bo prehladil, da ne bo, ne vem kaj. V glavnem, malo me je skrbela. Ampak, ko sem bila pa v 4. letniku potem na praksi, sem imela pa tako čudovito mentorico, in jaz sem takrat pa vedela, da sem doma v razredu. Sem se prvič res tako počutila, evo, to je čist zame, to je poklic zame. In od takrat naprej sem zelo uživala. Zdaj, razmišljala sem o tem, koliko sem se v tem času spremenila. Jaz zdaj učim približno 12 let, ne? Ne vem, če sem se prav dost. Že takrat sem zelo delala na tem, da bi motivirala otroke. Pomembno mi je bilo to, da radi pridejo k meni v razred in tudi zdaj je tako. Mogoče si zdaj sam več upam kakšnih stvari, kakšnih takšnih rahlo norih idej izvediti, ne. Zdaj, če bi si pa dala nasvet, čisto ta prvi dan, ko sem začela sama delati, sem učila v OPB-ju. In kaj sem naredila? Moji otroci so delali s črno temparo, ena stvar. In potem je bila ura že toliko, da so ravno kar starši že začeli prihajati po njih, ne? In moje navodilo za otroke je bilo, zdaj pa pete, pa si umite obraz in roke. In naredili so točno v tem vrstnem redu. Tako da, lahko si predstavljate, kakšni so pričakali starše. Tako da ja,
na svet pazi, kaj delajo s črno tempero in kakšna so navodila, da morajo biti res jasna in usmerjena. Tako. Hvala, bom upoštevala tudi pri mojih. Mateja, po prvem tednu vašega dela kot učiteljica, bi vas prepoznali, tako kot vas poznamo danes? Ne, mislim, da ne. In sem zdaj razmišljala, kjer nasvet bi si dala. Pa po moje, kakršenkoli nasvet bi si dala. In če bi ga takrat imela priložnost slišati, bi bila užaljena ali pa zavrnila ali kakorkoli. Mislim, da to dosti pove, koliko sem se v tem času spremenila. Jaz sem se tudi upirala, da bi bila učiteljica, zato ker je mama učiteljica, nona je bil učitelj, teta, stric in tako, jaz pa ne bom učiteljica. Ampak sem imela dosti hitro priložnost preko svojega hobija biti vodnica Planinske zveze Slovenije, vodenje krožkov, taborov, izletov, mladinskega odseka. Imela priložnost odkriti to svojo poklicanost za to in sem se pol nehala upirati in le stopila na to pot. Težko se je bilo odločiti edino, kateri predmet bi učila. In to je bilo bolj po instinktu, kako sem se počutila na fakulteti kot po katerem drugem premisleku. Potem, ko sem šla v razred, seveda sem imela ta pričakovanja iz gorništva, iz taborov, živeti skupaj neomejeno časa, priložnosti, druženja, zabave in seveda, ko sem prišla v razred, je bilo daleč od tega. In pol na sveti kolegic, udari po mizi, da je vedeli, kdo je šef, in pol sem to naredila in pol sem bila še manj zadovoljna in je bil en tak začaran krog, kjer nisem bila zadovoljna z odnosi in sem začela po enem letu dela že iskati in iskala sem magični gumb, na katerega bom pritisnila in bodo otroci delali to, kar jaz hočem. In seveda, zdaj tako vem, da tega ni in verjetno vsi vemo, da tega ni, ne vem, zakaj sem takrat to verjela. Verjetno sem verjela ta zunanji nadzor, pa da lahko vplivamo tudi na druge, zdaj vem, da ne. In sem se vključila v projekt samoregulacije učenja, kjer smo učence vključevali potem v proces načrtovanja pouka, učenja in potem tudi samopresoje, samoevalvacije, nadaljevali s formativnim spremljanjem. Takrat sem v bistvu odkrila, da otroke v bistvu podcenjujemo, tako in natakarji, vse nosimo na pladnju, vse počnemo, da bi, oni pa ne bi. In zato sem jih vključila noter v ta proces in počnemo to še danes čim več, kar se da skupaj. In to je prineslo najprej spremembe pri meni, tako da sem v bistvu po nekaj letih raziskovanja ugotavljala, da sem spremenila sebe in ko sem spremenila sebe, so se spremenile tudi vse druge stvari okrog mene in izboljšani odnosi. Potem zdaj zadnje leta se posvečam tudi bolj temu raziskovanju, izboljšanju znanja pri učencih. Tako da ta druga, mislim, da pomembna stopnica mi je bilo izobraževanje, ki mi ga je ponudila šola, na katerega se lahko udeležim, in to je teorija izbire, in ki je pozitivna psihologija, usmerjena v to, da razlaga, kako mi dojemamo svet, in da seveda lahko vplivam samo na se, kontroliram svoje vedenje, ne pa vedenja drugega. In takrat se je meni svet pobarval v drugih barvah. Če sem prej gledala na otroke, tako mogoče jih prevečkrat obsojala, joj, kakšni so nevzgojeni, grozni, in tako. Zdaj vem, da niso taki, da je to le izbira nekega vedenja, s katerim zadovoljujemo svoje potrebe, ampak to nič ne pove še od nas samih, da smo taki, in v tem smislu je tako eno veliko breme padlo kot osebi in kot učitelju. Tako da zdaj pravzaprav živim to, kar tudi učim, se pravi samopresoje, formativno spremljanje in to v bistvu nam prenaša neko upanje, optimizem, da bomo lahko zgradili boljši svet. Ja, zelo lepo. Tanja, kaj pa vi, recimo, če bi mi mogla povedati, kaj je bila tista najpomembnejša lekcija, ki ste jo doživela v svoji učiteljski karieri? Ja, jaz bom rekla, da jaz tudi v resnici nisem od malega sanjala, da bom učiteljica. Nisem vedela, kaj točno bi, zmeraj me je zanimala pestra paleta stvari. Družila sem se rada z zelo različnimi ljudmi,
od alternativcev do šminkerjev, od zelo preprostih ljudi do visoko izobraženih. In se mi zdi, v resnici, kaj je mene potem spet pripravilo do tega, kaj mi je odprlo to pot, je bila moja učiteljica, mentorica v času pripravništva, ki mi je pokazala v resnici celo vesolje, kaj vse učitelj je lahko. In jaz sem takrat tudi v resnici začutila, da to je tista pot, kjer jaz lahko izrazim marsikaj, kar si želim izraziti, raziskati. Jaz se opravičujem, Deana, zdaj in Brina, vprašanje sem izgubila. Ja, kaj je bila ta neka najpomembnejša lekcija, ki ste jo dobila na svoji poti? Kaj je bila moja najpomembnejša lekcija? Je bila ta, da moraš biti zvest samemu sebi pri vsem tem skupaj, ker skozi svoj poklicni razvoj se mi zdi, od začetka seveda nisi sigurn vase, ogromno idej imaš, ne veš točno, kje jih skanalizirati, na kak način priti do tistega cilja, kamor želiš priti. Ogromno enih nasvetov, pogovarjaš se z ljudmi, ti pride naproti in je fajn, da ti pridejo naproti, ampak zmeraj moraš poslušati samega sebe, videti, kaj zdaj je tisto, a je to tvoje, a ni to tvoje. Se pravi, glavna lekcija, bi jaz rekla, je ta, da pač bodi zvest samemu sebi in to otroci potem začutijo in vzamejo to kot tisto ta pravo. Ob vsem skupaj pa seveda beri, raziskuj, preizkušaj, se pravi, brskaj tudi po strokovni literaturi, pogovarjaj se z ljudmi in ta neka povezanost, premreženost, tale je po mojem glavni ključ do dobrega dela. Mlade, vi ste pa povedali, da je zelo pomembno, da je učitelj to, kar je. Da ostanete zvesti sami sebi, da ste to, kar ste. Ste taki že od prvega dne v učevnih učitelja? Ja, jaz pravzaprav se v 19 letih, kolikor sem zdajle v šoli, tudi sem razmišljal tekom, ko so ostali kolegi govorili o teh stvarih. Koliko sem se spremenil, mislim, da nič kaj dosti. Že od prvega dneva pravim, bod takšen kot si, ker otroci te bojo takoj skužili, če glumiš. Se pravi, oni to čutijo in te potem sprejmejo ali te pa ne. Tako da jaz sem odprt, zelo pomemben je, da sprejmeš svoje napake, da če narediš pač kakšno neumnost, ne vem kaj, da nisi vzvišen, nisi ohol, ampak rečeš, ja, narobe. In tudi vi, ko naredite napake, sprejmite se, naučite se kaj iz tega, je pa res dovolj, da se na napakah ostalih ljudi učite, kakor pa na svojih. Tako da odprtost tudi do staršev, mislim, da je to zelo pomembna stvar. Jaz, ko sem začel prvi roditeljski sestanek, sem imel po enem tednu. Se pravi, enega starša pravzaprav nisem poznal in jaz sem jim dal svojo telefonsko številko, osebni mobitel. Mene so gledali ostali kolegi, kot da sem z Marsa padel. In jaz še dan današnji na prvem roditeljskem sestanku dam svojo telefonsko številko in rečem, če karkoli posebnega pokličite. Tako da odprtost, bodi kot si, nauči se iz napak, ne ponavljaj jih, ne ukvarjaj se z drugimi, tako kot je Mateja rekla, in to je to. No, zdaj se pa spet Če lahko še zaključim, je pa resno, da eni so rekli, kolegi smo vedeli, da je to, nismo vedeli, da je to. Jaz pravzaprav od majhnega, od osnovne šole, kar se zavedam, ne vidim sploh, da bi imel kakšen drug poklic. Jaz sem že kot v osnovni šoli pomagal sošolcem, sošolkam, kot dijak, se pravi srednješolcem že inštruiral, pa pol na faksu. Meni je bilo celo odsvetovano, da ne grem za učitelja. Takrat pa to me ni niti malo premaknilo, da bi sploh začel razmišljati o tem, da bi šel karkoli drugega. Tako da mislim, da je to, kar sem vedno hotel, to sem dobil
in ni neke velike razlike od začetka ali pa do zdaj. Rad to počnem. No. Zanimive zgodbe. No, odkar smo začeli s projektom, je enkrat, tudi dvakrat na mesec v Delu objavljen intervju z enim od učiteljem iz projekta. Potem, odkar smo objavili seznam vas, 5 superfinalistov za izbor predstavnika Slovenije za Global Teacher Prize, pa je število objav še naraslo, vidimo vas na televiziji, beremo vas v časopisah. Tanja, a ste vajeni take medijske pozornosti? Se mi zdi, da je to ena posebna izkušnja, ogromno enih novih znanj. Včasih se mi zdi mogoče zdaj, ko je tega toliko še en cel šiht zraven, pa ne čisto, malo za šala, malo za res, ampak je vseeno nekaj drugega. Po eni strani se mi zdi prav, da se o učiteljskem poklicu tudi govori, da se pogovarjamo o tem, da se tudi odpira učiteljski poklic navzven, čeprav je pa po drugi strani res, da osnova našega dela, po mojem, je posvečena neki pripravi na sam učni proces, na to, kaj bomo delali z učenci, tudi na to, da preštudiramo kako različno literaturo in te stvari potem vse vpletemo v pouk in potem, kolikor še dopušča čas zraven, pri vsem skupaj pač lahko pride še drugo zraven, no. Mladen, kaj pa vi? Vi ste že večkrat dejali, da so v bistvu učitelji v družbi in v medijih mogoče premalo izpostavljeni. Zakaj tako mislite oziroma zakaj se vam tako zdi? Učitelji smo ena posebna sorta ljudi, ne? Ljudje, ki smo nekako bolj se držimo, vsaj kar se tiče navzven, ne? Zase, svojega foha in to je to, ne? Zdaj, meni osebno tole medijsko moram reči, da mi ni prijetno. Nisem pa mislil mogoče, da bi mi kot neke persone bili bolj izpostavljeni, ne? Mišljeno je mogoče, da bolj kot naš poklic, da ne dobi po moje v javnosti toliko ene pohvale, no, kakor bi si jo v resnici zaslužil. A veste, jaz imam zdaj, ki je delo nadaljavo, ne, mene je očka prišel in je rekel, veste, sem jaz bil doma na čakanju, pa sem rekel, bom jaz poskrbel za 3 mulce, ne, se pravi svojega pa še 2, da jih bom jaz učil na daljavo, ker sem imel pač čas, ker sem bil doma, ne. Je rekel, imel sem zelo optimističen plan, ne, da bo to, ne vem, teden, 2 mesec, ne. Je rekel, po 2 urah sem one 2 ven nagnal, ne. Sosedova, svojega sem pa tudi rekel, naj dela sam, ne. Je rekel, občudujem, kako vi lahko delate, mislim, da ste že v isti sobi s 25 vsak dan, ne pa da jih pol še učite pa vzgajate, ne. In večina staršev ima pozitiven odnos do nas, ne, velika večina, rekel, so tudi hvaležni, ne. Kar se pa tiče medijev, pa smo nekje res vedno v zadnji in pa mislim, da po svoje tudi zaradi naše, v narekovajih, krivde, ne, ker niti snimamo verjetno neke želje, da bi se kaj dosti izpostavljali. Je pa tudi res, a veste, da mi medijsko, mi nismo neke zvezde, ali ne vem, kako bi temu rekel, ne. Pa mislim, da niti ne želimo biti, no. Veste, se veliko pomeni tudi, če ti starš reče, dobri ste, da učite naše mulce, no. Tako. Upam, da sem odgovoril. Ja. Jože, si po vašem mnenju učitelji zaslužite večji ugled? Menite, ga imamo premalo. Jaz mislim, da ima učitelj toliko ugleda, kolikor se ga naredi. No, zdaj, jaz bi se mogoče samo še pri teh medijih ostavil, ne. Predvsem tukaj bi dodal tole, ne. Danes se medijev malo bojimo, ali pa precej. Zato, ker mediji imate moč. Mediji imate moč povzdigniti, pa tudi ponižati. Zato, ker so te pikantne ali pa kakšne take zadeve precej bolj zanimive. In veste, za zdaj je ta zgodba, naša zgodba zgleda zelo v redu, ne? Ampak zamislite si, pod kakim drobnogledom smo, ne? V končni fazi zdaj.
Morda se je, ne vem, mogoče spomnil, ker se jaz ne spomnim, kakšne zgodbe, neke zadeve, ki sem jo zgrešil v tem mojem delu, v tem mojem času. To bi bilo celo še bolj pikantna zgodba. Zakaj? Zaradi tega, ker ena negativna novica se mi zdi, da preglasi 100 dobrih novic. Ena negativna zgodba preglasi 100 dobrih zgodb. In tu mislim, da je malo problem, ne da je problem, zato se jaz recimo niti ne želim, da bi bil nekako, izpostavljen preveč. Zdaj vzamem to kot pač neko sporedno pot, ki je pač potrebna pri tem. In kar se tiče ugleda, jaz menim, da če človek, učitelj verjame v to, kar dela in da dela dobro, potem nimam težav z ugledom. Če pa seveda ne verjamem v to, da dobro delamo, da nimamo nekih kompetenc, da se počutimo nekompetentni, če nismo zmožni strokovno zagovarjati svojih odločitev, potem pa imamo občutek, joj, zdaj nas bo pa kritiziral ta, pa oni, pa starši, pa ne vem kdo vse. Sami mislim, da predvsem strokovna kompetenca, pa odnos, ki ga človek ima do svojega poklica, do sebe, da to ravno naredi ugled poklicu. Ker učitelj dela ugled poklicu. Posamezniki. In gledajte, del populacije, ki je v bistvu, ki meni, da učitelj, da je to poklicno, rečemo takole, kjer je pač dobra plača, pa malo dela, malo se pogovarjaš z otroki v učilnici, pa je to to. Taki, ki so prepričani v to, takih tak ne bomo spremenili. Verjamem pa v to, da učitelji, ki vsaki generaciji, ki poučujemo, vsako generacijo, ki jo poučujem, poskušam tej generaciji dati neko pozitivno izkušnjo. In če je ta pozitivna izkušnja z učiteljem, z vso zgodbo, ki pač poteka v doživljanju pouka, pozitivna, potem bodo ti, sedaj otroci, kasneje gledali z naklonjenostjo na poklic učitelja in ker bo njihova izkušnja taka, pozitivna, torej ne bodo toliko govorili o nekih napakah, o nekih težavah. Smo pač ljudje, tako da razred se vse veste, zapomnimo po največjih nergačih, po tistih, ki so najglasnejši, tako kot je kolega že čisto na začetku omenil, da se zdaj slišijo tisti, ki so pač nekako najbolj glasni. Ampak to ne bi smelo vplivati na ugled. Sami moramo svoje delo ceniti in če sami svoje delo cenimo, nas bodo cenili tudi drugi. In jaz mislim, da vi z vsemi vašimi zgodbami zelo dvigujete ugled učiteljskega poklica. Mateja, kako pa vi? Vi ste v bistvu v Sloveniji dosti poznani, tudi predavate drugim učiteljem, predavate tudi v tujini. Vam je taka izpostavljenost mogoče kdaj v breme, ali se vam zdi prav, da so učitelji videni pa slišani tudi izven svojih razredov? Pa moram reči, da ni v breme. Meni se zdi, da smo zdaj v tem korona času vsi postali malo bolj občutljivi na nekatere malenkosti, ko so nam bile prej samoumevne. Ne vem, zdaj že, da lahko gremo ven, da lahko grem na izlet v hribe, kako sem bila zaprta v svojo občino, nisem mogla iti, sem samo daleč lahko gledala. In enako gre tukaj za šolske zgodbe. Tako, lepo je videti, ko, ne vem, otroci pišejo pisma in so novinarji to izpostavili, še cel kup nekih lepih zgodb. In v resnici vsak od učiteljev, jaz imam priložnost res veliko sodelovati po Sloveniji, skriva ene take majhne zaklade. In zakaj se ne izpostavlja? Zaradi tega, ker rečejo, pa se ne počnem nič posebnega. In v bistvu sploh ne vidijo, kakšne lepe stvari, kako dragoceno je to, kar počnejo, in jim je dovolj, tako kot so že kolegi rekli, neka hvaležnost, odziv otrok, staršev, otroci ti zelo hitro vrnejo potem vse to nazaj, zato je fajn delati z njimi in uživamo v tem. Imela sem priložnost, recimo lani, ko smo to peticijo imeli, glede ocenjevanja nadaljavo, doživeti tudi zgodbo druge plati medijske izpostavljenosti, kjer priletijo včasih tudi kakšna neprijazna pisma, da ne uporabim kakšne druge besede. Ali pa to, kar je Jože izpostavil, nekdo je imel občutek, da pri neki zgodbi, ki je bila že davno nazaj, da se nekomu zgodila krivica in te lahko doživel drugi luči. In skozi pač obstaja
ta strah. Je pa res, da ta izkušnja, ki jo imamo zdaj, se mi zdi, da je tako pozitivna in ker nas je več, je lažje. In država se mora zavedati, da imamo opravka z našo prihodnostjo, z otroki, ki delamo. In da je treba vlagati v učitelje, pa ne na tak način v neke strukturne spremembe in učne načrte. In to dosežemo samo vodno gladino, malo jo razburkamo. Kdaj se spremenijo stvari? Takrat, ko se spremeni izkušnja otroka z učiteljem v razredu. Da se pa to zgodi, je pa treba vlagati malo več časa, truda pa dela na svojem osebnem in strokovnem razvoju. In tukaj pa pogrešam v bistvu malo več neke energije, iniciative, denarja, priložnosti, ki bi ga bilo za to, da bi vlagali v učitelje in prihodnosti izobraževanja in v našo prihodnosti. Nina, vam ni toliko tuja, drugače sicer ta medijska pozornost, pa ne, ste veliko delite posnetkov v časorisu, ste stalno prisotni tudi v medijih, ste se že večkrat pojavili. Zdi se, da je tudi v zadnje čase ima učiteljski poklic malo več pozornosti, tudi zaradi učenja nadaljavo, pa tudi se je začelo malo bolj pozitivno govoriti o tem, o učiteljskem poklicu na splošno, morda zato, ker imate večkrat zdaj besedo, se vam zdi, da gre bolj v pozitivne zgodbe nasploh? Ja, naši projekti so se že nekajkrat pojavili, ampak jaz imam še vedno tremo, kadarkoli moram nastopati. Meni se tako nasploh zdi, da je v nekem obdobju spoštovanja do vseh poklicev nasploh zelo padlo. Ne vem, ne zaupamo več zdravnikom, ne zaupamo več vodoinštalaterjem, ne zaupamo več učiteljem, ne? Tako da tudi mi smo se našli not v tem loncu. Ampak se mi pa zdi, da zdaj s tem vašim projektom imamo pa pač res priložnost, da pokažemo, kaj vse počnemo in jaz to tako doživljam, no, ta projekt, da imam priložnost, da povem, da pokažem, da delamo lepe stvari, da v razredu, da se res trudimo, da imamo učitelji res radi te svoje učence, da nam je mar za njih, da se res trudimo okoli njih, da ostanejo motivirani, da se učijo na njim najbolj prilagojen način. Tako da zdi se mi, da pač res te pozitivne zgodbe, da se morajo širiti, no? Zato, da tudi ljudje potem bolj zaupajo, da starši bolj zaupajo, ker se mi zdi, da res imamo en tak pomemben poklic, da dvigujemo te otroke, ker iz njih bodo nekoč odrasli, ki bodo tudi del tega našega pač, kaj ne rečem, ne vem kaj, sistema. In je prav, da so to odgovorni odrasli, taki, znajo razmišljati s svojo glavo, ki so kreativni. Tako da lepih zgodb ni nikoli dovolj, ne? Ja, to je res. In to tudi se trudimo izpostavljati, no, s tem projektom. Zdaj pa v bistvu smo prišli praktično do konca, ampak preden zaključimo, imamo z Deano v bistvu za vas spet še eno kratko vprašanje in jo bova prosili, če lahko res odgovorite v enem stavku. Ko govorimo o dobrih učiteljih, ni neke splošne definicije, zato ker k temu nekako doprinese vsak učitelj sam svojo osebnostjo, svojimi vrednotami, svojim načinom dela, kakor ste tudi vi že pokazali v današnjem pogovoru. In Deana, izvoli. Ja, povejte nam v enem stavku, zakaj ste učitelj in morda še v drugem, kakšen učitelj ali učiteljica, seveda. Nina, kar, če smo že zdaj bili s tabo na vezi. V enem stavku, ne vem, jaz bi rekla, da sem učiteljica, v kateri je in v kateri upam, da zavedno bo malo mulca. Ne vem, mislim, da s tem vse povem, no. Super, v redu je. Kaj pa vi, Mateja? Zakaj ste učiteljica?
Jaz sem učiteljica zato, ker imam enkratno priložnost, da tudi ko kaj zamočim, naslednje leto lahko štartam na novo in začnem znova. In vsako leto se imam možnost, ne vsako leto, vsak dan se imam možnost ob mojih učencih kaj naučiti in dobi zelo hitro povratno informacijo, zato so te napredki lahko zelo hitri in v bistvu to mi je najbolj všeč. Tanja, kaj pa vi? Jaz sem učiteljica zato, ker sem radovedna, ker se rada učim in ker mislim, da je to strast do učenja pomembno širiti med otroke in jih malo kar nalesti s tem, da je učenje nekaj fajnega, ker jim bo to dobro služilo skozi celo življenje in bo pomagalo narediti družbo fajn, dobro, radovedno in učljivo. Hvala. Mladen, kaj pa vi, zakaj ste vi učitelj? Zato, ker imam to zapisano v DNA. Če bi pa se opisal z eno besedo, bi rekel srčen. Mislim pa, da je to oboje povezano. Jože, kako bi zaključili? 2 povedi, 3. Jaz čutim, da sem poklican. Jaz sem imel za učitelja. Jaz sem imel možnosti, da bi se usmeril drugam, vendar ni šlo. Enostavno ni šlo. Bom pa samo to še dodal. Rad se učim in rad to navdušenost nad učenjem predajam naprej. In vi ste mi dali eno možnost s tem predavanjem, ki ste poslali nam povezavo Simona Sineka o zlatem krogu. Kjer so vprašanja zakaj, kaj, kako. Jaz vem, da se ne ukvarjam zakaj in kako. Jaz ne verjamem v metode, oblike, čarobne palice, take in drugačne. Jaz verjamem samo v poučevanje in v otroke, in v ta odnos, ki ga vlagam v to poučevanje. In to me izpolnjuje. To me dela srečnega. To bi jaz povedal. Super, hvala vsem. Mislim, da smo vas vseh 5 v tej urci in še malo več v bistvu vsi dobro spoznali. Imeli smo tudi kar precej v bistvu vprašanj iz publike. Vidim, da ste nekateri vmes že tudi odgovarjali kar direkt na vprašanja. Jože, za vas imamo en poseben pozdrav, kjer je en vaš bivši učenec napisal lep pozdrav nekdanjemu učitelju in razredniku, gospodu Jožetu Senekoviču, izjemen pedagog, ki ga je tudi po vseh teh letih užitek poslušati. Tako da v bistvu se vsi zahvaljujejo za prijeten pogovor in tudi jaz in Deana v bistvu se vam zahvaljujeva, da ste bili v naši družbi. 2. marca bomo zvedli, kdo od vas 5 bo šel na izbor za Global Teacher Prize. Če bi midve lahko zbirali, bi vas vseh 5 poslali, ampak žal tu ne gre. Tako da spremljajte nas še naprej, pa boste zvedli tudi vse podrobnosti, tudi javnost bo lahko glasovala. Tako da to je to. Deana, imaš še ti kakšno zaključno besedo? Ne, Jože je tako lepo povedal, ker smo srečni, ker delamo to, kar delamo. Ne? Hvala vsem in srečno še naprej. Ja, hvala vsem, lepo popoldne še naprej. Pa jaz bi se še v imenu AmCham Slovenija zahvala tudi vsem našim podpornikom, ki podpirajo naše optimistično delovanje, da lahko počnemo tudi take lepe zgodbe, kot je učitelj sem, učiteljica sem. Tako da res lep pozdrav in se vidimo kmalu. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Živijo. Ja.